Ampak predtem bi pa mogoče samo na kratko bi vam predstavljala eno raziskavo, ki je bila narejena pri nas v Sloveniji na primeru mesta Ljubljane. In sicer, in to so naredili slovenski znanstveniki na Kemijskem inštitutu, kjer so raziskovali vsebnost polietilenskih kroglic, oziroma so ocenjevali potencial, koliko polietilena iz izdelkov za osebno nego lahko preide v površinske vode, torej v reko Ljubljanico. Kaj so v bistvu naredili? Naredili so oceno kozmetičnih izdelkov, teh mikrokroglic, ocenili so njihove velikosti in te fizikalno-kemijske lastnosti in so ugotovili, da posameznik dnevno prispeva nekje 15 miligramov mikrokroglic k globalnemu ali pa prispevku v površinske vode. Torej, ta 15,2 miligrama mikrokroglic potem gre preko komunalne vode v čistilno napravo. In tukaj v raziskavi so naredili pilotno čistilno napravo v laboratorijskem merilu, kjer so potem preučevali, koliko teh polietilenskih kroglic se v tej biološki čistilni napravi odstrani. Torej so simulirali ta pravo čistilno napravo in kaj so ugotovili, da ima aktivno blato zelo visoko afiniteto, torej, da se veže veliko polietilenskih kroglic na samo blato, nekje 52%. Medtem ko količina, ki pa vseeno uide tem postopkom čiščenja, je pa nekje 1 kilogram mikrokroglic, kar prenese približno 112 milijonov 500 tisoč delcev na dan. In če to prenesemo v merilo reke Ljubljanice, vidimo nekje 21 delcev na kubični meter. Zdaj, kaj so s to raziskavo izpostavili? Izpostavili so v bistvu to, da se lahko ti delci, ki so od mikroplastike, vežejo na aktivno blato, kar pomeni, da se s tem poveča potencial tudi za zadrževanje teh delcev v kakšnih sedimentih, organskih snoveh, v kakšnih sladkovodnih rastlinah. Hkrati pa so ugotovili, da ti sistemi, ki so klasični sistemi centralnih čistilnih naprav, ne zadržujejo delcev velikosti nekje 60 do 70 mikrometrov, kot je velikosti teh mikrodelcev, in lahko prehajajo v vodno okolje. Tako da zelo zanimiva raziskava, ki si jo lahko tudi preberete. Tukaj spodaj je vir avtorice in pa letnico članka.